Tina in Neža sta bili prijateljici. Po službi sta skupaj poslušali K-pop. Ampak potem je Tina spoznala Katjo in se navdušila nad igro 4 v vrsto. Neža to igra z 2. Neža je ostala sama in je bilo dolg čas. Začelo jo je razjedati ljubosumje. Podobne izkušnje imajo tudi nekateri učenci osnovne šole Kolezija. V bistvu je moja prijateljica dobila še eno prijateljico. Z mojo najboljšo prijateljico so se skrigala. Se moraš privaditi to, da ne greš več k njej in da nimate več toliko stikov. Najprej sem se počutila bolj odrinjena, potem čez nekaj časa sem ugotovila, da sva še zmeraj lahko prijateljici. Zmeri sem si želel, da bi obnovila to najino prijateljstvo in odnose, ampak sem si pač poiskal nek svoj krog ljudi, s katerimi sem se med odmori družil, pogovarjal. S pogovorom lahko zelo veliko rešiš. Seveda so se zelo veliko na začetku opravičevala po tem najinem sporazumu, ne. In na začetku sem bila žalostna, ampak potem sem ugotovila, da je v bistvu vse v redu, ker tudi jaz dobivam nove prijatelje in ona tudi. Tudi šolska pedagoginja poudarja, da se je najprej najbolje pogovoriti. Če se izogibamo človeku in težavam, namreč ne rešimo ničesar. Fer je, da se to pove. Glej, meni tvoja družba trenutno ne paše, oziroma jaz sem spoznal druge ljudi, mi je bolj fajn z drugimi in je prav, da se to pove. Če ne gre drugače, lahko pri pogovoru pomagajo tudi odrasli. Drugič. Dobro je, da se ta tretja oseba ne vmešuje med prvi 2. Če pa se že, naj ne bo kot Katja. Kaj pa ta hoče? Daj pustijo, ljubosumna je. Bolje je, da nov prijatelj deluje povezovalno. In še tretjič, to, da se v času odraščanja, pa tudi pozneje, kakšno prijateljstvo skrha, ni nič nenavadnega. Prav zato, ker vsi najstniki radi raziskujejo, spoznavajo sebe preko drugih. In če je ta naša prijateljica nekam šla k neki drugi prijateljici, naj bo to tudi priložnost za nas, da lahko pa tudi mi spoznamo kakšno drugo prijateljico.